februarja smo bili prvič kot tim skupaj nekje, bili smo na Kanarcih 20 dni. Takrat je bila ekipa velika 4 in danes nas je kar več, ene 8, tako da smo malo večjo hišo tukaj vzeli v Kranjski Gori. Videli smo, koliko je bilo koristno za take spontane interakcije med brainstorming, ko smo skupaj dlje časa, živimo, jemo, sestankujemo. In po mojem je to ful dobro za generirati nove ideje. Jutri imamo live stream, 4 ure bo trajal, kjer bova gor nastopala jaz pa ti. Point tega streama je, da imamo cel dan Astra AI za free, za vse pač uporabnike. In cilj tega je, da se čim več folka parjav pa stestira Astro. Nekje na screenu mora biti skozi prikazana ta informacija. Ali pa da se tako periodično. Ja, jaz bom dal tako 2 teksta, ki se bosta menjala. Prišli smo sem za 5 dni in v bistvu delamo. Tako, čas je pred maturo. To je naše najboljše biznis obdobje, oziroma obdobje, ki je zelo pomembno, da executamo na vseh področjih, se pravi novi featurei, pa da marketing res dober deluje. Jaz, ko grem na WC, jaz sem na Twitterju, če prije kaj novega, da takoj skočim in to dam našim uporabnikom, oziroma izboljšam nas tak. Danes pride gospodič Vint Pinterič. Super. Ideja je bila, ko je bilo še toplej v Ljubljani, da bi šli v jezero Jasna, ki je že tako in tako dosti hladno jezero. Ne vem, če ta ideja še vedno obstaja, no? Tako da moramo počakati videa, da vidimo, kva reče. Pa koliko bo ekipa za, da se dejansko spustimo noter v jezero. Zdaj smo v Kranjski Gori oziroma ob jezeru Jasna in ekipa je hotela eno osvežitev, ker je cele dneve zaprta in kodira in razvija platformo. Tako da sem odobril en izlet, sicer to se ne zgodi pogosto, ampak otrokom je treba dati malo veselja. Nekako si probaš predstavljati, da prvo napolniš spodnji del pljuč, pa še zgornji. Se pravi prvo pa zgori, ne? Pol sam izdahneš. Izdih je neforsiran, sam spustiš, ne? Mi v bistvu pripravimo naše telo na stresane, ko bomo hormončke spustili v našo kri, ne? Ker nam bodo pomagali, pol šok preiti nota, ne? Tako da... Kurva, sploh ni mrzla lega, kaj je tole, stari? Odlično, zdaj smo nahajpani, zdaj bi že kar laufati en krog okoli jezera. Ja, ekipa se je odlično odrezala za izjemo škrabe, ne, seveda pa snemalca, ampak za snemalca je oproščen, zato ker pač en more držati kamero, škraba pa nima absolutno nobenega validnega izgovora, ne, za to, tako da, ja, škrabo enkrat ga čakam, ali, če ne prej pa na izletu, ko bo šel z mano, takrat mu pa ne uide kopanje. A sta imela vidva kakšne težave z matematiko v osnovni ali pa v srednji šoli, pa kako sta se pol to nekako soočala s tem pa rešila te probleme? Ja, jaz definitivno nisem bil tak tip, ki bi takoj vse skontal v šoli, tako da sem mogel kar dosti doma vaditi. Ja, no, verjetno te zanima, če sem si pomagal kaj z Andrejevimi videi, ne, predvsem to, ne, da malo reklame naredimo. Ja, dejansko sem si in se še vedno spomnim, kako sem se za en test v enem dnevu naučil iz praktično nič do popolno rešenega testa. Jaz moram priznati, da sem imel kar probleme z matematiko in v osnovni in v srednji, tudi na fizika, kemija. Pa ne, da sem imel probleme, nisem maral tega in enostavno se nisem maral učiti, sem se izogibal temu in pač enostavno sem vedno glih toliko, da sem tisto dvojko
skap spravo. Nek tak rak našega biznisa je bila ta glih sezonskost, zato ker ti v bistvu začnejo zelo počasi šolsko leto, ni še šutov, pol vedno bolj raboš ta produkt in pol na koncu, kaj matura ali pa zaključni testi, ki popravljaš ocene, to res raboš. Pol je pa čez poletje bolj težko prodati tak produkt, ker noben ne rab. In Nemčija pa to raztegne pol še skoraj do avgusta. Ja. In jaz si zelo želim, da bi z novim šolskim letom dodali še ene 5 velikih tržišč. Prav tukaj imamo v mislih francosko, italijansko, špansko govoreče trge, italijansko, pa mogoče že kakšen trg vzhodne Evrope, kakšna Poljska, Češka. Bomo videli, zakaj se bomo odločili. Takole pa direktor počne vedno tiste stvari, ki jih noben drug ne more ali pa ne zna.